Torej, gospod Mesvedec, preprosto vprašanje, zakaj ste tukaj, kaj vas je prignalo, da ste že kar nekaj dni tukaj pred vlado? V bistvu naša bedasta država, ki pravzaprav spodbuja razne manipulacije delodajalcev, in tako je tudi moj nekdanji delodajalec Semenarna Ljubljana je izkoristila bedast program, katerega je pripravil minister Svetlik pod Pahorjevo vlado. V Novem mestu se je pa za časa mojega dopusta zgodila kraja na blagajni, ko je blagajniku zmanjkalo 460 evrov in oba z blagajnikom sva šla potem na zagovor. Njemu so pravzaprav usilili na nek način sporazumno odpoved, kajti rekli so mu, da bodo v nasprotnem primeru podali kazensko ovadbo. Zoper mene pa, da kljub temu, da sem bil na dopustu, da bi moral jaz osebno poskrbeti za prijavo policiji. In ker nisem pristal na sporazumno odpoved, sem dobil odpoved iz krivdnih razlogov, vložil tožbo proti delodajalcu, takrat je bil to Semfin na sodišče in to tožbo v celoti dobil. 35 mesecev pravzaprav moje kalvarije je prinesel k temu, da se uprem takšni državi, ki pravzaprav spodbuja različna kriminalna dejanja. Kako dolgo ste že tukaj, kaj recimo želite sporočiti, verjetno vladi, ker ste si ravno... Danes sem 14. dan, ja, vladi tej, prejšnjim, ki so to omogočile in tudi naslednjim, da je dovolj razne manipulacije, da je Slovenija tu ravno zaradi takšnih vlad, ki ne razmišljajo o ljudeh, ampak zgolj o sami sebi in da je potrebno spremeniti način pristopa do tega. Želim pa tudi doseči svojo pravico, torej izplačilo tistega, kar bi mi pravzaprav pripadalo. Ste že naleteli na kakšen odziv, recimo, koga iz vladnega kabineta? Predvsem me pravzaprav drži po konci tudi to, da me ljudje ogromno podpirajo, da imam tako telefonske klice, tako SMS-e, po Facebooku kontaktiram precej novih prijateljev ravno iz tega razloga in pa tudi osebnih obiskov. Drugi dan mojega protesta se je oglasil tu predsednik Pahor in tudi v četrtek je bil. Obljubil sicer neko mediacijo med Semenarno in lastnikom, današnjim lastnikom Semenarne, to je Deželno banko Slovenije. Čakam, kdaj bo ta mediacija, kajti zame je predsednik Pahor pravzaprav sokriv, kajti z svojim programom, svojim ministrstvi je spodbudil to malverzacijo. Zdaj vidimo nekakšno improvizirano bivališče, ste si uredili, recimo kako vam je, včeraj je bila kar huda nevihta, veter je bil, kako ste se... K sreči sem se dobro pripravil, to folijo sem pravzaprav zlepil v neko vrečo, tako da sem dobro pokrit. Jasno, kondens pride od mojega dihanja notri, vendar to ujmo sem tudi preživel, kar tudi pravzaprav kaže na mojo pripravljenost, da vztrajam pri odpravi te krivice in pravzaprav da spodbudim tudi vse ostale državljane Republike Slovenije, ki doživljajo razne kalvarije, da se je potrebno tem upreti. Kako dolgo ste pripravljeni vztrajati tukaj na Gregorčičevi? Do sporazuma.